Z nami je predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule. Irena, ni to prvič, da to svečano prireditev, razglasitev Kmetice leta organizirate v vašem rodnem Zagorju. Ja, res je, kar nekaj let se že tradicionalno zbiramo v Zagorju iz večjih razlogov, zato ker je to nekje približno na sredini, zato ker imamo posluh v občini Zagorje in zato ker je meni precej lažje stvari zorganizirati, ker vem, na koga se obrniti za katerokoli stvar. Kako dolgo brado pa ima sama Zveza kmetic Slovenije? Zveza kmetic je začela z delovanjem leta 1995, ustanovljena oziroma je bila v Gornji Radgoni. In potem prva predsednica je bila Mihaela Logar. Prvi koraki so bili postavljanje temeljev zveze, ker v taki obliki ni bilo, obstajalo so društva, ampak vseeno je tukaj kar veliko dela. Potem je njeno delo nadaljevala Marija Horjak, ki je bila tudi, mislim, da 2 mandata predsednica, no potem pa sem v to zgodbo zabredla tudi sama in nekako mi ne uspe pobegniti z tega položaja. Čeprav sem se že malo utrudila, rabimo nove ideje, ampak pač tako je. Kako pa to, da ste se vi tako aktivno vključili v Zvezo kmetic Slovenije? Ste mogoče opazili, da manjka tovrstnega združevanja? To je zanimiva zgodba. Jaz sem bila ustanoviteljica Društva kmetic na Izlakah, prej je bil to sicer aktiv. In ko sem bila v gimnaziji, sem začutila, da morajo kmečke ženske biti organizirane. Že ko sem doma opazovala, sem videla tisti nekak negativen odnos do moje mame, ker je bila gospodinja doma na kmetiji. Potem sem začela malo bolj v okolici pogledovati, sem ugotovila, da je pa še kje še hujše, da še poleg tega, da so postavljene v drugi plan, še kdaj kakšno dobijo in tako naprej. In zdelo se mi je, da moramo nekaj narediti za te ženske, da se samozavestno postavijo za svoje pravice, ki jih imamo. In to je bil pač ta moj začetek v Društvu kmetic. Bilo je začetka zelo težko, ker ženske nismo dobile iz svojih sredin. Potem sem jaz vzela pot pod noge in sem šla do hiše, do nekaterih in potem so mu že rekli, saj nič ne preprečujemo, da greste in tako so potem lahko drugič šle. No in zdaj, če se ne motim, ste že 6. mandat, mandati so bili različna obdobja, 2 leti, pa potem 4 leta. Energijo očitno še imate, naslednice še verjetno ne? Ja, naslednice letos nismo uspeli najti, letos smo imeli volitve, tako da sem na tem položaju ostala. Idej imam veliko, ampak nekako se članstvo malo stara, majčkeno imamo težav s pomlajevanjem in to ni ravno dobro za podeželje. Jaz vidim, da kmetije ugašajo, na to sem že večkrat opozorila, ampak ne vem, če sem bila slišana. In skrbi me, kaj bo s podeželjem mogoče čez 10 let, ko bojo moje vnukinje tam, a bojo kaj kmetovale ali bojo šle v mesto za kruhom. No, vi ste ena tistih, ki imate doma kmetijo, ki obdelujete zemljo, pa se mi zdi, da imate tudi naslednico ali pa naslednika, ki bo nekako nadaljeval vašo pa moževo delo. Ja, moje življenje pravzaprav je ves čas na kmetiji. Rojena sem sicer v Ljubljani, ampak smo že stanovali sicer na manjši hribovski kmetiji mojih staršev v Zabrezniku. Tam je oče in mati sta umrla. Sestra sva bile nekako naslednice, zdaj sva pa to že predale hčerki. No, potem me je pot pač prenesla na drugo kmetijo v ravnini za naše pogoje, čeprav je tudi v hribih, v Podlipovico, kjer pač že kar čez 30 let skupaj z možem kmetujeva. Poskušava delati po majhnih korakih. Sva pa vesela, ker sta v bistvu oba in sin in hčerka nekako našla ali pa vidita kruh tudi v tem in sin nekako nadaljuje najino delo, zdaj, ko smo že malo upešali. Hčerka pa itak je že prevzela kmetijo, pa ob študiju imamo hobi kmetijo.
No, marsikaj se je že na vaši kmetiji dogajalo, od kuhanja žganja do striženja ovac, do prešanja jabolk, seveda tudi ličkanja. No, imate pa tudi dopolnilno dejavnost že kar nekaj let. Mlečni izdelki so kar precej znani po Zasavju vaši, ne? Ja, res je. Z mlečnimi izdelki, predelavo mleka in še druge take dopolnilne dejavnosti imamo, ampak največ predelavo mleka poskušamo zalagati nekatere šole v Zagorju, potem v Trbovljah na tržnici, v Zagorju na tržnici. Res pa je, da tudi vozimo po naročilo v Ljubljano in pa še kam drugam. To je za nas res dopolnilna dejavnost, ker takrat, ko hčerka ni službe dobila, smo pač videli tukaj delovno mesto, potem se je hčerka tudi zaposlila in pač je pa to ostalo. Tako da z veseljem to delamo in z veseljem tudi ponujamo. Karkoli jemo, tisto ponujamo drugim in smo ponosni na svoje izdelke. Res pa je, da smo veliko dogodkov že odpeljali tudi na naši kmetiji, ker pač sem predsednica društva in prepričana sem, da moramo na tak način, da se približamo mladim meščanom, na tak način, da se zbližamo in na tak način lahko skupaj uspevamo. No, prej ste že malce omenili ta slab ugled tudi kmetic nekoč, pa lahko rečem tudi slab ugled v javnosti, tudi samih kmetij, pa samih kmetov, pa tistih, ki so se s kmetijstvom ukvarjali. Pa se vam zdi, da tudi z vašim društvom oziroma z vašo zvezo, z vašo aktivnostjo in vseh ostalih kmetic, pa tudi kmetom, da je ta pečat postal boljši, da je zdaj ugled kmeta postavljen na višjo raven, kot je bil nekoč? To vsekakor, čeprav še ni na pravi ravni. Veliko smo postorile, veliko znanja smo pridobile, tudi na samozavesti smo pridelale, ker slovenski kmet je bil vedno ponižen, tiho, delal sicer trmasto, vztrajal na svoji zemlji. Mislim, da se to izboljšuje, vendar pa trenutni odziv, bom rekla, tako politike kot tudi civilne družbe, bi pa lahko rekla, da ni ravno na pravi poti. V bistvu smo kmetje krivi za onesnaženi zrak, če je hrane premalo, smo krivi, če je hrane preveč, smo krivi. Upoštevati moramo različne predpise, ki jih od nas zahtevajo, ampak potrošnik pa pogosto poseže po izdelkih, ki so na policah, od bog ve kje, tam ni teh zahtev. In tukaj je nekako dvostranski meč, dvostranski in to bi morali nekako urediti, da bi našli pravo mesto, tudi razumevanje za kmeta, ker velikokrat slišimo, itak dobite subvencije. Res je, subvencije so zato, da je hrana cenejša za ostale. Mi pa moramo delati po predpisih in to je tista razlika v ceni, ki je v bistvu namenjena vsem, ne samo kmetu. No, včasih je Slovenija veljala za krompirjevo deželo, ne, predelali smo krompirja, zdaj recimo samo še polovico svojih potreb, ampak sej včasih si rečemo, ko gledamo, kako kmetje garate, sej glede na to, kakšne so odkupne cene, sej se vam že skoraj da ne splača, ne, sej delate že v svojo izgubo. Res je, cene prav krompirja so zelo smešne, pridelovanje ni enostavno, sploh v teh spremembah, ki so vremenske in kmetovanje ni enostavno, to je že kar umetnost in ta odnos do naših izdelkov ni pravi. No, podnebne spremembe so tu, jih spremljamo vsak dan. Jaz se velikokrat sprehodim mimo vaše kmetije in vidim, koruza lepo uspeva. Sreča je bila letos, saj v tem našem koncu, da ni bilo toče, da je bilo kar precej dežja, da nekako uspeva, ampak ni vsako leto tako, ne? Ne more pa biti vse pod mrežami, ne? Ne, so stvari, ki jih ne moramo zavarovati, ne? In 2 leti nazaj je tudi pri nas klestila toča in smo bili kar v težavah. Letos nas je obšla, pa so te težave imeli bolj v Trbovljah, pa tukaj okrog, ne? Nas je pa letos pač prizanesla ta neujma in ne, ni enostavno, ker ti krmo moraš pridelati, lahko daš živino iz hleva, ampak nazaj ga pa ne dobiš tako hitro, ne? Ker vračilo živine nazaj v hlev ni enostavno in
gnojenje ni samo onesnaženje, ampak je tudi vračanje hranil v zemljo in če tega ne bomo počeli, bomo kupovali tisto, kjer se ne sprašujejo, s čim gnojijo in bomo jedli v navednicah zdravo. No, greva še malce k izboru kmetice leta. Lani zaradi korona ukrepov, no saj smo še kar v teh korona časih, prireditve ni bilo. Kmetico letos ste sicer izbrali, čez nekaj minut bo dobila tudi tisto zasluženo priznanje. Izbrali boste pa tudi novo kmetico za to leto 2021 verjetno, ne? Tako je. In je težko zbirati vsako leto kandidatke. Mimogrede, dejali ste, kmetije se opušča, je dovolj kandidatk? Ja, v začetku ko smo to začele, je bilo tudi po 16 kandidatk. Tiste pogumne so takrat kandidirale, zdaj tega zmanjkuje, nas je čedalje manj, ampak se ne damo. Lansko leto so bile 2 kandidatke, letos so 4, res je korona tudi svoje naredila, tako da bomo poskušali vztrajati na tem. To so res gospe, ki imajo bogate življenjske zgodbe. Vsaka v bistvu bi lahko bila kmetica leta po teh naših kriterijih, ampak pač izberemo tisto, ki malo odskoči od ostalih. So pa to vse kmetice in to so na lokalnem nivoju, so to tiste ženske, ki pač promovirajo, ki se borijo za naš stan in tista, ki bo lanska, ko smo jo že razglasile, ampak ni dobila še svoje priložnosti na odru, to letos popravljamo oziroma bomo naredile. Letošnja pa bo tudi letos nam potem pomagala malo, da promoviramo naš poklic, da si borimo za mesto, ki nam gre. Glede na to, da pa tole ne gledajo naši gledalci v živo, da bodo to gledali že po prireditvi, nam pa lahko zaupate že tudi, katera je tista, ki je bila lansko leto kmetica leta, pa katera je letošnja. Ja, za lansko leto lahko povem, da je bila to Marija Lamovšek, za letošnje pa boste mogli počakati do konca, ker res ne izdamo prej. No, z nami je tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Roman Žveglič. Roman, ko sva se midva pogovarjala kakšno leto nazaj, ko še niste imeli to funkcijo, me zanima, ne? Se vam je življenje precej spremenilo? Ja, zelo precej, ja. Se ne vem, ali na boljše ali na slabše, ampak je pa drugače, ja. Imate še kaj čas za svojo kmetijo? Ja, imam, ampak je pa težko, no. Obdelujem še v glavnem vse sam, ja. Kakšen je bil ta covid čas tudi za kmete? Zelo težak. Zelo težak zato, kajti morali smo se marsikatera stvar spremeniti, naučiti. Recimo vsa ta izobraževanja so potekala nadaleč, online in tako naprej. Tako da ja, smo kar tudi to nam je prineslo, se pravi iz tega stališča. Iz druga stališča pa seveda padec cen, nedovoljšna podpora dohodkovna na tem področju, tako da kar težki, no, upam, da bo boljše. A so odločevalci, tisti, ki nekako delijo pa razpolagajo z denarjem, znali prisluhniti kmečkemu stanu? Ne najbolj, lahko rečem, ne. Sej eno je prisluhniti, ne, potem pa seveda so pa izvedba in tako naprej je bila pa, se nam je zdelo velikokrat, da smo kar nerazumljeni. Kaj pa te podnebne spremembe? Očitno smo v njih že globoko zabredli. Kako to vpliva na samo kmetovanje? Najprej moram poudariti, da slovenski kmetje smo žrtve podnebnih sprememb, nismo pa povzročitelji. Nasploh kmetje nismo povzročitelji, čeprav se nam to očita, kajti najboljši primer je bil ta covid čas, ko se je ustavil promet lansko leto, se je ozračje, ni bilo avionov, ni bilo ladijskega transporta, se je ozračje izredno spremenilo, popravilo, pa če po domače povem, krave so v tistem času ravno tako jedle, rigale in prdele.
Kako pa gledate na to? Se bomo iz tega izvili kot zmagovalci? Kmetje se seveda moramo prilagoditi in se prilagajamo, vendar bomo pri tem potrebovali tudi stroko, ampak to ne navadno stroko, znanstveno stroko, ki nam bo morala ponuditi, kaj saditi, kaj sejati, se pravi tudi nove kulture, nove materijale, ne samo tehnologije. No, kmetije zagotovo ne morejo brez kmetic. Kakšen pomen imajo v družbi, pa tudi v samem kmetovanju naše kmetice? Ja, gledajte, naše kmetice so seveda, bom rekel, tisti najmočnejši člen na podeželju in na kmetiji. Vsi dobro vemo, pa tudi če pogledamo mojo kmetijo, ki sem sam, ni taka, kot bi morala biti. Tam, ki je uspešna kmetija, se pravi, so tudi uspešne kmetice in kmetice so tiste, ki tudi prenašajo tradicijo, okuse, navade, ljubezen do zemlje, do države nenazadnje. Kako gledate na Ireno Ule in tudi na ostale kmetice, pa na takšno prireditev, ki nekako daje pomen tudi ženskemu spolu, kmeticam? Moram reči, da je Irena naredila kar eno inovativno potezo, ki je to srečanje ali pa to podelitev prehitela in ga predstavila iz 15. oktobra, ker si je verjetno bala, da bo takrat že kaj bolj težki pogoji, tako da ji čestitam za to inovativnost. In ja, seveda vsaka organizacija rabi svojega vodja in Irena je prava vodja. Gospod župan, iz lepega dogodka ste se pravkar vrnili iz sprejema kandidatk za kmetico leta. Kako vi gledate na to prireditev? Nenazadnje je ta prireditev razen lansko leto, v tistih hudih covid časih, ves čas v Zagorju, skorajda. Ja, prvo gre zahvala naši Ireni, predsednici, ki pokriva žensko populacijo kmetic v slovenskem prostoru, ki se bori za njihove pravice. Sam sprejem je vsako leto zelo prijeten. Moram reči, da slišim veliko tragičnih zgodb, kar se tiče samega razvoja kmetijstva in pa tudi osebnih zgodb. Seveda pri takšni diskusiji je pomembno, ne da samo poslušaš, ampak da tudi slišiš, in takšen sprejem mi tudi da kakšno informacijo, ki mi pomaga pri mojem delu tako na občinskem nivoju kot državnem nivoju. Tako da sem vesel in ponosen, da Irena je pripeljala to prireditev v našo občino in marsikatera pride prvič v Zagorje in pravi, res je lepo, eno najlepših mest, kar jih je katera videla v slovenskem prostoru. No, vi kot politik, pa tudi kot župan, posegate po slovensko domače pridelani hrani ali ste tu bolj malomarni, recimo? Ne, moram reči, ko kupujem, vedno pogledam, da je slovensko, ker stavim na slovensko blago, s tem pomagaš nenazadnje nekomu, katerega ne poznaš, ampak živi v Sloveniji, ustvarja in polepšuje Slovenijo, in temu sledim, in predvsem pa tudi pridelavi hrane v naši Zagorski dolini. Zdaj živite na podeželju, imate tudi sami kakšen vrt? Imam vrt, seveda ni samooskrben, vsekakor pa je prijetno, ko utrgaš svoj pridelek in veš, da je domače, da je bio izdelek, tako da je to prijeten občutek.
Gospod državni sekretar, kako gledate na status kmetic, pa tudi kmetijstva danes? Ja, kmetice imajo na podeželju posebno poslanstvo. Že Organizacija Združenih narodov jim je leta 2008 priznala ta status in tudi sami vidimo, ko spremljamo življenje na podeželju, kako nujno pomembna in potrebna je njihova prisotnost, da je vse na pravem mestu, doma, na podeželju in v družbi. Imajo neverjetno poslanstvo, tako pri vzgoji otrok, skrbi za starejše, da je doma vse na svojem mestu, če rečemo gospodinjstva dela, vendar so nepogrešljive tudi pri kmečkih opravilih na vrtu, na travniku, na pašniku in tako naprej. Poprimejo res za vsako delo, danes smo slišali čudovite zgodbe, dejansko bi se vse zaslužile najboljšo nagrado, tako da, kaj ne rečem, kapo dol in ne bo to res ta pravi lep zgled tudi za mlajše generacije. Mi si želimo, da bi tudi mlade videli v tem neko poslanstvo, ne samo za družino, ampak tudi družbo in nasproti pa jim tudi družba kot taka moramo dati dejansko priznanje, da ne bodo samo dolžnosti in obveznosti, pač pa da si bojo znale vzeti čas zase, da bojo znale tudi zagovarjati svoja stališča in da bodo tudi v sami družbi in v družini slišane in upoštevane. Naša država jim pa zna prisluhniti? Gotovo. Tako naš minister, pa tudi že prej organiziran je že svet oziroma posvetovalno telo imamo organizirano, se pravi njihov glas se sliši tudi na ministrstvu, kajti organizacijsko imamo dejansko organizirano posvetovalno telo in ko potrebujemo njihovo mnenje, njihov glas, ga skličemo in jih vsekakor poslušamo in jih tudi slišimo. Kako ste pa vi kaj z vilami, lopato? Jaz sem kar priden. Ja, jaz sem sicer iz drugega konca Slovenije, z Vipavske doline. Pri nas je sadjarska kmetija, 1,5 hektarja sadja imamo breskev. Imam pa tudi skoraj pol hektarja oljčnika. Tako da je zgodba malo drugačna, nimamo živiloreje, nimamo svinjereje. Glede na teritorij, iz katerega prihajam, je pač tam doma bolj vinska trta, tako da sem tudi predsednik konzorcija vinarjev Vipavske doline. Vsekakor že prej vključen v kmetijstvo, zdaj pa po novi funkciji pa še bolj nekako spremljam samo kmetijsko politiko na samem ministrstvu, se pravi na nekem odločevalskem telesu. Ja. Pridelek doma bo dober? Ne, letos žal ne. Namesto dobrih 10 ton breskev smo jih nabrali 15 kilogramov. Letos je pač tako žal, pač nadejamo se in upamo, da bo naslednje leto bolje. Znano nam je, da je kmetica za leta 2020 Marija Lamovšek in prav je, da preberemo njeno celo vlogo. 69-letna Marija prihaja iz mirne vasi 18 pri Trebirnem. Rodila se je 1.1.1951 v majhni vasici Roje pri Trebirnem kot tretji otrok mami Ani in očetu Franciju. Najprej, gospa Marija Lamovšek, vam čestitam za laskavi naziv kmetice leta za lansko leto. Res so bili takšni čudni časi, ampak dajte povedati, na kakšni kmetiji, kje živite, s čim se ukvarjate? Živim v Mirni vasi 18 Trebelno na hribovski kmetiji, ukvarjamo se z vinogradnikom, živinorejstvo, turistične kmetije imamo, 14 vnukov, ena pravnukinja, 6 otrok. Kakšen je vaš dan, recimo, ko se zjutraj prebudite? Zjutraj pa do večerja. Prav je živina, pali vnuke, kuhanje,
vse tako. Ste bili celo življenje na kmetiji, ste kaj delali, kje zaposleni bili? Jaz sem bila celo življenje od otroštva skozi na kmetiji, ampak najbolj žalostno je bilo, ko sem iskala status kmetice in je prišel gospod iz občine Trebnje in sem mogla roke na me zadeti, pokazati dlani, če sem res na kmetiji. To je bilo najbolj žalostno. Kako se pa skozi obdobja različna, od vaših otroških let pa recimo do danes spreminja življenje na kmetiji? Zelo veliko. Ko sem jaz gor rasla, je bilo nas 9 otrok. Bili smo brez elektrike, brez vode, brez ceste. Potem 65 leta je prišla elektrika, vode ni bilo bene doma, vse v potokah. Pa 69 leta sem se na to kmetiji poročila, ne smo imeli ni poti, do hiše je bila kolovozna pot, ni vode, cesta smo pa delali, pa skozi celo življenje. Rada sem pa tekmovala na vsakem, kdo mi je povabil, smo šli kmetijsko zadrugo na izlet v Slovenske Gorece, sem me na avtobuse hecali, če bom kosila. In res sem med moške kosila jaz, eden moški je delal kopice, ena gospa pa grabila. In med 12 ekipi sem bila tretja. Ja. Ste imeli čas tudi poleg družine, dela na kmetiji, tudi za kakšen hobi? V glavnem društvo, zdaj, ko smo starejše, hodimo na more, bila smo v Španiji, bila smo na Nizozemskem, na Češkem, v Bosni, vse posod. To si da razdeliti, če je sloga v družini, se da vse razdeliti. Pa bi zamenjali svoje življenje recimo za kakšno drugo življenje? Nikdar. Jaz sem bila skozi od otroštva navajena na kmetiji in upam, da bom še lahko zdaj pazim vnukine, skoham, ko prejde iz službe, vse tako dela. Bi pa kakšno tujo deželo zamenjali za Slovenijo? Ne, svojega doma ne bi nikdar zamenjala, sem že 52 let pri tej hiši, pa upam, da bom še par let. No, zdaj pa je res nastopil trenutek, ko bomo izvedeli, da je kmetica leta 2021 postala Marija Škof. Gospa Marija Škof, iskrene čestitke za ta laskavi naziv kmetica leta 2021. Slišali smo precej pretresljivo zgodbo. Verjetno so bili, ko ste izgubili moža, najtežji trenutki v vašem življenju. Ja, so res. Hvala lepa, da ste to tudi opazili v govoru. Življenje se je pač obrnilo, ampak jaz sem rekla glavo gor in z delom naprej. In smo res samo po moževi smrti napredovali. Zelo naprej, naredili smo novo vinsko klet, povečali smo vinograd iz 10.000 trt na 21. Potem sem pa rekla, ne bom več jaz kmetovala, Negar bo sin mladi prevzemnik, je agronom in je pred 7 leti prevzel kmetijo. Jaz sem pa glavna gonilna sila še vedno pri hiši, jaz pa on. Dva v hudi sezoni, ko imamo pa so zelena dela, veste, da je takrat treba največ, takrat pa še 2 dobimo, tako malo, da nam pomagajo pri delu. Pa trgatev, vse veste, kako je pa v trgatvi. Letos pa ne bo treba, bo trgatev, ampak zelo slaba. Je tako pozeblo, da tudi do 90% nam so določeni kosi pozebli, vinograda. Vas je kaj strah teh podnebnih sprememb, o katerih zelo veliko slišimo v zadnjih letih? Zelo, zelo. Veste kaj, če se spomnim, sem vinogradnica od nekdaj, kaj se spomnim, ni bilo teh ekstremov, kot so sedaj, da je po zimi toča, da je na primer marca meseca toča in nikakršna zima, pretopla zima, spomladi zgodaj od žene in maja meseca pozebe, že par let. Letos je aprila pozeblo, tako da ne vem, kam to pelje. Zelo nas vinogradnike skrbi, ker ne moreš, od tega živiš, zavarovati toliko ne moreš, da bi kaj dobil, nekaj dobiš nazaj tisto premijo. No in za vse tiste, ki imajo radi vinsko kapljico, kje je vaša kmetija, kje je vaš vinograd, da bodo lahko prišli na obisk? Naš vinograd je v občini Metlika,
pravzaprav vinorodni okoliš Bela krajina in smo na kmetiji, ne vem, 240 metrov visoko, so razkropljeni, največji kos imamo, ki je 12 tisoč, je v enem kosu deli samo potna vmes, drugače imamo pa manjše kose. Kakšno vino pa pride iz vašega grozdja? Iz našega grozdja pa pride največ, damo grozdja v kmetijsko zadrugo Metlika, ker smo že člani od vsega začetka, sem bila tudi jaz, da je tudi sin, nekaj pa pustimo za sebe, imamo metliško črnino, belokrajinsko bilo, modro frankinjo, kot sortno, rumeni muškat, laški rizling, renski rizling, sedaj imamo pa že neke nove, je kar sin posadil tudi nove sorte, neke odporne, pa tudi primorsko, ne vem kako. Kaj to snemate? Tako, ja, pa se nič hudega. Če kakšna beseda ne gre iz ust. Cabernet Sauvignon, no. Na novo imamo Cabernet Sauvignon. Imamo pa tudi Zweigelt, pa Portugalko, pa Šentlovranko, pa žametno črnino, kraljevino, tako da imamo ogromno sort, 12 vzorcev imamo, pa tako pomalo sin se doma bolj igra. Moj sošolec ravno iz teh koncev se je preselil v vaš konec, Janko Uran, in tudi on predeluje... Iz Kisovca. On je pa naš sosed, ja, on ima pa tudi vinograd, ne vem koliko, mogoče kakih 1400 ali pa malo manj. On je tudi dober sosed in priden delavec, zelo garač. Torej smo Zasavci tudi ta pravi, ne? Ja, tudi to, po vsej Sloveniji. Vinogradniki so dobri ljudje, a veste? Ja, tako. Dajte mi za konec še povedati, kako gledate vi, ne zdaj samo na vinogradništvo, ampak tudi nasploh na to panogo kmetijstva v Sloveniji. Se nam je zabati, zdaj slišali smo, krompirja zelo malo predelamo, ne? Nekoč smo bili krompirjeva dežela, tudi drugih poščin ni toliko, vina verjetno kar dosti predelamo. Kje smo šibki? Kaj bi lahko izboljšali? Šibki smo predvsem na tržni niši. Trženje ne gre, ker je prevelik uvoz poceni surovin, mi pa so pri nas so zelo dragi repromateriali in potem ti pride izdelek zelo poceni. Naprimer grozdje od 40 ali pa 30 pa tam do 70 centov, je pa letos krompir 70 centov doma pri kmetu. Tako da so cene prenizke za kmeta, pa veste, kaj je še narobe. Vinogradniki ne dobimo, včasih smo imeli integrirano pridelavo in smo dobili subvencije letno po hektarju oziroma po gerkih, ki si ga pač imel. Sedaj je to ukinjeno že par let in ljudje vinogradništvo počasi se zmanjšuje, sekajo, ne vem kam to pelje. Kmetijska politika ni naklonjena kmetu oziroma ne morejo najbrž dosti narediti. Za konec, kako pa gledate na Zvezo kmetic Slovenije, kjer ste tudi sami aktivni? Zveza kmetic Slovenije je pa ena povezovalna točka in vsaka čast Ireni, da že toliko let zdrži, ona povezuje praktično celo Slovenijo. Sem bila že z njo v tujini, v Bruslju in vse povsod smo bili zelo pridna, bori se za kmeta, za kmetico, za njene pravice in dolžnosti. Odlična je ta zveza, resnično smo člani Zveze kmetic kot društvo, pa tudi družimo se, radi se, mi prirejamo razne večere, oni nas pridejo pogledati, mi pa njih in to je to.
Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter.